Tako imenovana integrativna medicina je oblika zdravljenja, pri kateri zdravnik kombinira tradicionalno medicino z alternativnimi metodami. Zelišča, akupunktura, masaža, joga in podobne reči. V Ljubljani te dni poteka Evropski kongres tovrstne medicine, rdeča nit pa je znanstvena dokazljivost in uspešnost teh metod. Akupunktura, akupresura, ajurveda, zdravljenje zelišči. Metode, ki nekaterim bolnikom ob klasičnem zdravljenju pod nadzorom zdravnika lahko pomagajo. Marsikje v tujini uradna medicina že več desetletij gradi mostove do alternative. In many places there are integrative medicine clinics that are incorporated in the hospitals. It's not everywhere yet in the US, but many of them have this infrastructure in the hospitals to offer other therapies than just the biomedicine. V neorganiziranem sistemu brez nadzora, kakršen je tudi slovenski, pa svoj prostor najdejo šarlatani. Področje je zato nujno treba ustrezno urediti. Nam gre predvsem za to, da stroka, strokovnjaki, znanstveniki preverijo znanstveno dokazljivost teh specifičnih, predvsem tradicionalnih metod, ki niso rezultat z laboratorija, ampak rezultat tisočletnih izkušenj. Primer dobre prakse je pri nas akupunktura. Že več kot 40 let je tudi v Sloveniji priznana kot protibolečinska metoda. Izvajajo jo lahko samo zdravniki z licenco, krije pa jo zdravstvena zavarovalnica. Narašča zanimanje za akupunkturo in med zdravniki in med študenti medicine. Z dobrim delom, z študijami se bo odnos ljudi do mogoče tudi drugih metod spremenil. Zlovešča diagnoza in strah ob dolgih čakalnih vrstah v zdravstvu marsikaterega bolnika privedeta do različnih zdravilcev, ki izkoristijo njegovo stisko. Celostna obravnava pa je mogoča le v urejenem sistemu s sodelovanjem zdravnikov. Ali potem takem vključitev akupunkture v uradno medicino pomeni, da bodo kmalu priznane tudi druge metode alternativnega zdravljenja, pa je vprašanje za zdravnika gospoda Zmaga Turka. Dober večer. Integrativna medicina v Sloveniji ni zakonsko urejena. Ni pravega posluha za ureditev tega s strani politike, Ministrstva za zdravstvo in niti s strani zdravniških krogov. Trudimo se v sedanjem času urediti zakonske predpise, da bi lahko to metodo z vsemi dokazi prenesli tudi v šolsko medicino. Ja, ampak gospod Turk, metode, čeprav niso priznane, obstajajo. Se potem takem bolnik sam odloči, kako naj ga kdo zdravi, ali vendarle nekako sobivate, sodelujete? Tudi sobivanje komplementarne medicine in šolske medicine v Sloveniji ni urejeno. Predvsem so težave v povezavi zdravstvenega sistema, zdravnikov in pa medicinskih sester, ki niso educirane z informacijami integrativne in komplementarne medicine. V Sloveniji je skoraj 7000 zdravilcev, ki niso povezani v zdravstveni sistem, zdravijo približno 500 000 Slovencev brez strokovnega nadzora. Trudimo se najti metode, s katerimi bi educirali zdravniško službo in pa tudi zdravilce. Ja, skratka, veliko dela vas čaka. Hvala lepa za nocoj, gospod Turk.